Ne? Torej se zelo prilagajate, kar je morda netipično za Slovence, pravijo, da se ne znamo tako dobro prilagajati, vendar. Mislim, da je tudi rezultat tega neprestanega izobraževanja, ki ga imamo, tudi ta, da znamo sprejemati drugačne, take, ki pač ne delajo pa tako ukalupneno, kot pa smo tega navajeni tukaj, v tem okolju, da je vse po naši meri. Ravno pač bi se vrnila k tej naši usmeritvi, da razumemo kupce, ali je to notranji kupec, ali je zunanji kupec. Seveda pa naredimo to tako, rekla, tak sistem ciljev, vrednot in meril, ki pa so obvezujoče za vse. Ne? Okvir mora biti in tega smo zagotovo naredili za našo tržno mrežo tudi. Ne? S tem, ko seveda razvijate odnos do vaše tržne mreže, razvijate tudi odnos do lokalne skupnosti na vseh teh trgih? Ja, sigurno. Se pravi, prvo pravilo je biti globalen, da se lahko razvijaš. Drugi korak je pa sigurno, da smo lokalno prisotni. Prvič, najbolj se to pozna, da smo lokalno prisotni, da dajemo delovna mesta tej lokalni delovni sili. Ker recimo od naših tukaj sodelavcev nihče ni hodil v gimnazijo v Varšavi, ti naši sodelavci, ki jih imamo pa tam, imajo pa ogromno sošolcev, svojih znancev in tako naprej. In mi potem v tem okolju tudi sodelujemo pri njihovih lokalnih aktivnostih. Moraš biti pač en delček sredine, v kateri tvoja celica diha. Ne? Pravzaprav bi rekla tako, da smo bolj kot molekule. Ne? Nismo kot oddelki tukaj in oddelki tam, smo molekule in ta molekula se je sem prenesla v neko drugo okolje in poskrbimo za to, da tudi na tem lokalnem trgu smo tako prisotni, kot da bi tam bili že od nekdaj. To je naša usmeritev in mislim, da s takim konceptom se res da doseči najboljše rezultate. To implicira potrebo po veliki inovativnosti med ljudmi, ki delajo v komercialnem oddelku. Znano je, da ljudje se asociirajo s tehnološkimi inovacijami redno in jih tudi razumejo. Poslovne inovacije razumemo že malo manj. Pa vendar, kakšen je odnos v vašem oddelku do inovativnosti in ali vaši sodelavci razumejo koncept poslovne inovacije in na kakšen način? Ja, sigurno razumejo. Sem prepričana, sicer ne bi mogla naša prodaja rasti vsa leta tako, kot raste, sicer ne bi mogli narediti toliko tako obsežne tržne mreže, kot jo imamo. Moram reči, da smo ogromno enih nagrad za najbolj inovativne rešitve naredili na področju arhitekture. Potem smo te nagrade najprej izvajali v Sloveniji, potem smo jih prenesli tudi na tuje trge, da se vključujejo. In ko naši prodajalci spoznajo, kako jim to pomaga pospeševati prodajo, potem tudi oni pristopajo in dajo tudi svoje predloge na tem področju. Ne? Inovativnost je praktično moto našega delovanja in večkrat, ko imamo naše sestanke, si postavimo prvo vprašanje, naši konkurenti so tole naredili tako, kako lahko mi to naredimo drugače. Bravo. In kako vi vzdržujete svojo kondicijo in seveda obvladujete to pestrost svoje družine? Ja, tega vprašanja sem prav vesela, zaradi tega, ker do zdaj sem bolj bila atlet na poslovnem področju, zdaj sem pa tudi postala zadnje čase atlet na športnem področju, malo skrbim za svojo kondicijo, tako da mi gre tukaj zelo dobro in sem prav vesela tudi teh uspehov, čeprav najbolj me motivirajo še vedno uspehi, ko ustanovimo novo firmo, ko pridobimo nov posel, ko dobimo novega kupca in seveda, ko nas kakšen od naših kupcev pohvali. Veliko uspeha še naprej. Hvala lepa.
Trimo je poleg izrednih korakov v proizvodnih procesih in na komercialnem področju seveda predvsem očem vidno naredil ogromne korake tudi na dizajnu. In velja pravilo, da inovativnost postavlja platformo, medtem ko dizajn je pravzaprav tisti, ki v resnici ustvarja dodano vrednost. Kakšen je vaš odnos do tega? Ja, to je v bistvu, zdaj, mogoče na malo bolj zapleten način povedana ena zelo stara resnica in ki se mi zdi, jo vsi poznamo. Na videz jo vsi poznamo in če danes vprašamo druga podjetja, mislim, da bodo večinoma rekli, da je seveda to tako, ne. Po drugi strani se mi pa zdi, da je zelo malo podjetij, ki pa to tudi v praksi izpeljujejo. In mi smo že, moram reči, dolgo vrsto let nekako si zadali za cilj, da poleg tehnološke dovršenosti naših proizvodov poskušamo tisto dodano vrednost, tisti nekaj več dodati skozi dizajn, skozi oblikovanje, skozi vključevanje arhitektov, industrijskih oblikovalcev v oblikovanje naših proizvodov. Kako so se na to odzvali vaši kupci? Ja, v bistvu pri nas je specifična situacija ta, da poleg kupcev imamo še en zelo pomembno stranke, če uporabim ta izraz, ki mogoče niso naši direktni kupci. To so pa uporabniki naših proizvodov, arhitekti, oblikovalci in tako naprej. In ker smo jih ves čas zelo aktivno vključevali v proces oblikovanja novih produktov, tako skozi testiranje teh produktov, skozi samo oblikovanje teh produktov, so večinoma to zelo dobro sprejeli. Kako pa tej konstantni potrebi po drugačnosti in spreminjanju sledijo vaši zaposleni? Tisti, ki delajo v razvoju, ki morajo biti še toliko hitreje in bolj učinkoviteje korak pred ostalimi? Ja, sigurno je to bila ena določena sprememba, kajti gradbeništvo generalno velja kot panoga, v kateri produkti trajajo dolgo vrsto let, ne? In z tem razmišljanjem, ki smo ga mi poskušali približati, da pri nas so tudi novi produkti dejansko tisti, ki so 3 leta na tržišču ali pa manj. To pomeni, da smo poskušali miselnost iz mobilne telefonije, iz drugih panog preseliti tudi v način razmišljanja razvojnikov, je seveda bil nek mislen proces, ki ga je bilo treba pač upeljati. In danes mislim, da je to že popolnoma sprejeto od vseh zaposlenih, sploh pa zaposlenih v razvoju. Zelo zanimiva je bila izjava, ki sem jo slišala, da ste v resnici pred nekaj leti uspeli prepričati javnost in predvsem vaše stranke, da je jeklo nekaj lepega. Se pravi, da ste vdahnili jeklu nek emocionalni naboj? Ja, če hočeš dobro delati svoje delo, potem moraš v to, kar delaš, to moraš verjeti in to moraš ljubiti. In če rečemo, ta emocionalni naboj je seveda nujno potreben, če želiš razvijati nove izdelke. In ena prvih zadev, ki smo jih seveda poskušali upeljati kot miselnost, je ta, da je jeklo žlahten material. In mislim, da danes vsi ti javni objekti posod po svetu, ki so narejeni iz tega materiala, dokazujejo, da to dejansko je tako. Prav govorimo o neke vrste poslovni inovaciji, ne samo tehnološki. Miselni in poslovni inovaciji, vsekakor, ne, kajti proces razvoja je predvsem v glavah, ne. Na kakšen način pa vzdržujete kontakt s kupcem oziroma za stranko, ker vemo, da seveda razvoj, ki je samo sam sebi namen, slej ko prej postane neuporaben? Ja, seveda prvo s tem, da zelo veliko jih vključujemo v naše razvojne naloge že takrat, ko nastajajo, ne? To sigurno. Potem s tem, da so že, bom rekel, da poskušamo predvsem analizirati trende. Mi poskušamo v bistvu vedno, ko se pogovarjamo o novih produktih, ne gledati samo to, kaj dela konkurenca, ali pa gledati to, kaj trenutno v tem trenutku trg potrebuje, ampak poskušamo nekako predvideti, kaj so trendi, kaj se bo dogajalo čez nekaj let in tudi iskati v drugih panogah. Od, ne vem, vojaške, če hočete, vesoljske, športne industrije, ker tukaj dejansko, jaz mislim, da danes se generirajo novi materiali, nove produkti, nove storitve, predvsem, ne, in tukaj mi te zadeve iščemo in tukaj moramo imeti neposreden kontakt s kupci. Se pravi, ste sposobni medbranžnega povezovanja in tukaj iščete glavne priložnosti tudi? Absolutno, to je jaz mislim, da v gradbeništvu žal, mogoče se bo kdo užalil, ampak jaz mislim, da v gradbeništvu danes veliko novosti, ki prihaja res samo skozi gradbeništvo, je zelo malo. In gradbeništvo je panoga, ki v tem trenutku mora iskati drugod, v tistih propulzivnih panogah, ki ustvarjajo neke nove produkte in nove storitve, nove materiale. In mi dejansko to poskušamo ves čas.